delati z otrokom, da vzpostaviš še tisto neko globjo povezavo. Montessori pedagoginja Sandra nam je danes pripravila 15 nasvetov. Sandra sicer deluje na Obali, ampak veliko staršev jo pozna po njenih online delavnicah, online tudi osebnem svetovanju in teh 15 nasvetov je ravno za vas. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj prvi nasvet, ki si ga dala, opisujte svet, ki obdaja otroka. Kaj se tukaj misli? Ja, meni se zdi zelo pomembno, da otroku, že odkar se je rodil, od prvih dni naprej, svet opisujemo. Zato, ker če pomislimo, otrok se vsega šele uči. On se je zdaj rodil, prišel je neko novo nepoznano okolje in že od prvih dni njegovega življenja mu je vse tuje. Tako da mu opisujemo vse, kar ga obdaja. Se pravi, opisujemo, poglej, to je okno, tukaj je luč, tole je rastlina, opisujemo, mogoče poimenujemo tudi, to je orhideja. Tako da mu predstavljamo vse, kar ga obdaja. In s tem seveda spoznava svet okrog sebe in s časoma tudi seveda gradi in bogati svoj besedni zaklad. Druga nasvet je, napovedujte, kaj se bo zgodilo. Ja, to je zelo taka tipična stvar, ki jo v Montessori pedagogiki tudi predlagamo. Se pravi, da otroku vedno napovedujemo, kaj bo sledilo. Če ga recimo treba previti, da otroka ne vzamemo samo in ga položimo na hrbet pasivno in ga začnemo previjati. To je zelo taka nehvaležna stvar, če se postavimo v otrokovo kožo. Tako da mu povejmo, treba je previti pleničko, glej, pokakal si se, zdaj se prosim leži, te bom polegla, ti bom slekla hlače in tako naprej. Da mu govorimo, kaj bo. To ne samo, da otrok ve, kaj bo sledilo, ampak dejansko v njemu zbuja občutek varnosti. Verjetno tudi spoštovanja na neki ravni. Seveda. Jaz vidim tudi, ne vem, če ji rečem, zdaj grejo v trgovino, potem bova šli, da je nekako bolj mirna. Tako, ja, ker ve, kaj bo sledilo in se tudi sama bolj varno počuti, ker lahko predvideva. Okay. Naslednji, ko otrok spregovori v svojem jeziku, kaj včasih, v besedite, kar ste razumeli, da želi. Kako to zgleda, recimo? Ja, recimo, predstavljamo si, da otrok pogleda kozarec vode in reče oda. In mi mu povemo, vodo bi rad? Ja, vodo, izvoli vodo. Se pravi, da mi uporabljamo odrasel jezik. Otroka vključite v vsakdanji jezik, otroci razumejo več, kot mislimo. Tukaj se spet vrtimo recimo v enem krogu, ko rečemo čičej tukaj, a boš papal malico. Ni nobene potrebe, da z otrokom tako govorimo in ga dejansko podcenjujemo. Je fino, da uporabljamo take čisto vsakdanje besede. Nič, a bi ama? A si lačna? Ni potrebe, tako da če se le da, je fino, da se temu izogibamo. Uporabljajte pozitivni jezik, kaj lahko namesto česa ne sme. Močna. Tako, in predvsem za malčke je to zelo fajn orodje, bom rekla, zato ker seveda, ko imajo potrebo veliko po gibanju, se bo zgodilo sigurno, da bojo plezali na stol, na mizo, kamorkoli bodo želeli plezati, ker imajo seveda to potrebo, po plezanju. Ampak namesto, da mi otroku rečemo, na stol ne plezamo, mu lahko rečemo, veš, na stolu sedimo, lahko greva pa ven plezati, ker smo prepoznali potrebo po plezanju, recimo. Odlično. Otroka prosite za pomoč, primerno njegovi starosti. Na kaj se tukaj navezuje? Zdaj, če imamo v mislih recimo enega dojenčka, ki ga je treba previti, mogoče 10 mesecev starega, ga lahko prosimo, da nam pomaga odpeti pleničko. To je recimo primerno njegovi starosti. Dvoletnika bomo prosili nekaj drugega, primerno njegovi starosti, da mogoče pomaga neko vrečko iz avta nest noter v doma, se pravi nekaj zelo takega primernega za njega. Jaz si rečem, če lahko krožnik prinese z mize v kuhinjo, da pomijem, je to že primerno za 2,5? Ja, super. Lahko tudi mogoče naslednji korak, da zloži v pomivalni stroj tisto, kar je umazanega, bilo njenega. Ja, nimamo ga, tako da to bo mogoče kje druge. Z otrokom govorite na spoštljiv način in z ustreznim tonom. Ja, moramo se zavedati, da otroci so nam enakovredne, seveda ne enakopravne osebe, ampak enakovredne, tako da je zelo fino, da se z njim tako pogovarjamo, da jih ne podcenjujemo. Kaj si pa mislila s tem, ko si napisala ustvarimo okolje? Ja, se pravi, zelo imamo veliko tendenco, da veliko pripovedujemo otrokom, in mogoče bi zdaj tukaj bile ene vaze, pa neke spominki, ki bi bili nam zelo dragi in seveda, če bo otrok v takem okolju odraščal v neki dnevni sobi, ki bo vsaka stvar, ki se bo želel dotakniti, bomo rekli, ne, bo to za njega lahko zelo nespodbudno okolje. Tako da v tem smislu sem želela povedati, da
vse, kar postavimo v otrokovo okolje, v otrokov dom, recimo, na njegovo višino, naj bo takšno, da se lahko on dotika, da lahko raziskuje. Kakšne dragocenosti pa mogoče damo na kakšno višjo polico, ki jih lahko pa opazuje malo bolj tako daleč. Otroku dajte možnost izbire. Ja, tudi ta je zelo močna stvar, ki jo lahko uporabljamo vsak dan. Z malčki je to eno tako močno orodje. Se pravi, zelo veliko je lahko pregovarjanja, kaj bi, kaj ne bi, ampak recimo, če jim damo pa možnost izbire, boš te hlače ali tiste, ali pa boš sam ali ti pomagam, zelo daleč lahko pridemo s to možnostjo izbire pri malčkih. Ampak jaz pa se mi zdi, da nekje v enem trenutku sem se pa vendarle ujela, tudi partner mi je pomagal, da sem jo preveč spraševala. Ja. Ne sme biti preveč možnosti izbire. Ja, v tem smislu. A boš zdaj to, a boš zdaj to? To je lahko obremenjujoče za otroka. Jaz recimo staršem večkrat povem, ko pridemo recimo odrasli na sladoled nekam, vidimo tam 10-15 okusov. Se zelo težko odločimo, ko imaš pa ti 2-3 okuse, se odločiš, točno veš, kaj boš izbral. Tako isto z otrokom. Nekje 2 do 3 izbire, sploh za malčke, sta več kot dovolj. Pri oblačilih, pri hrani, pri dejavnostih, pri sodelovanju nasploh. Bodite igrivi je eden izmed tvojih Montessori nasvetov. Tako je. Navezuje se na starše, ne? Ja, na starše, in to je ena taka zelo velik izziv starševski lahko tudi. Takrat, ko smo mi mogoče že na robu, da bomo iztirili, ali pa nam je mogoče preveč vsega, smo utrujeni. Ko se zavemo, da ta igrivost, ki jo poiščemo nekje v nekem kotičku sebe, lahko spremeni odnos med nama z otrokom ali pa sodelovanje, potem je fino, ker ko najdemo to igrivost, v bistvu otrok veliko lažje sodeluje in tudi raje. Svetuješ staršem, najraje pokažejo, kot pa zapovedujejo, pridigajo. Ja, tako, zelo radi govorimo otrokom, kaj naj naredijo, kako naj naredijo. Včasih je pa fino, da samo pokažemo, kako recimo pijemo z kozarca, naprimemo z obema rokama, ko je še zelo majhen in pijemo. Govorite počasi in v kratkih stavkih. Ja, predvsem otroci tam do 3. leta, vsaj do 2., ampak do 3. bi tudi jaz rekla, radi slišijo zelo taka kratka, jasna navodila. Mi imamo pa tendenco, ljudje, sploh taki kot sem jaz, ko radi govorimo veliko, da veliko pa preveč govorimo. In otrok ne sliši potem vsake besede, ki jo mi povemo, ker smo absolutno prehitri. Naš tempo govora tudi, pa delovanje je absolutno prehiter za njih. Tako da, če povemo v kratkih stavkih, kratka navodila, bojo veliko lažje sledili. Pri komunikaciji z otrokom vzpostavite očesni kontakt. Ja. Jaz si ponavadi rečem, kje so moje učke, pa zelo fajn. Ne, to je v redu? Ja, fino je, da se pravi očesni kontakt vzpostavi, če se le da tudi mi mogoče počepnemo na otrokovo raven, tako tudi nekako iz te perspektive, da se on ne počuti ogroženega, da mi ne stojimo nad njim kot ena pošast, ki nekaj želi od njega, ampak da smo v bistvu nekako enakovredni. Ozavestite, kaj govorite pred otrokom. Ja, to se mi pa zdi ena taka zelo pomembna točka, zato ker velikokrat čisto nezavedno povemo, kaj tako, koliko sem jaz nerodna, ali pa o sebi, recimo. In otrok, če bo to stalno poslušal, kaj bo dejansko, kakšno sliko o nas bo dobil, ali pa mogoče tudi, da njemu ne govorimo, da je neroden, da je sramežljiv, ker vse te stvari lahko postanejo res taki zelo zakoreninjeni, nezavedni vzorci potem za celo življenje. Zanimivo mi je, da Marija Montessori rekla, da vse, kar smo ustvarili do 2. leta življenja, nekje do 70% stvari se je razvilo do 2. leta. Vseh stvari. Tako da nikoli več v življenju se v to kratkem času ne razvije sploh toliko enih procesov pa stvari. Tako da jaz ne bi omalovaževala več tega obdobja, je zelo pomembno obdobje do 3. leta. Tako da to je tisto, kar želim tudi prek svojega projekta Nazaj k otroku nekako dati staršem, da ozavestijo, da ni še premajhen, pa da nič ne razume. Hvaležni smo za to, da upravljaš ta projekt Nazaj k otroku, in hvaležni smo tudi, da boš del našega Montessori vikenda. Tam se boš fokusirala, mogoče verjetno ravno največ na starše, ali kako? Kje se vidiš najbolj? Ja, zdi se mi, da je fino, mogoče, da se spremeni ta pogled na otroka. Jaz sem šla tudi v to, da sem postala Montessori vzgojiteljica v vrtcu zaradi otrok. Zdaj tudi pogrešam delo z otroki, ker delam online, več ali manj, ampak vem, da ključ do tega, da bodo otroci imeli boljše pogoje ali pa prihodnost, je to, da delam starši. Da v bistvu
njim damo orodja, da bojo oni lahko potem lažje in bolje delali s svojimi otroki. Odlično. Hvala lepa. V naši družbi je bila torej Montessori pedagoginja, ki torej deluje preko spleta, tako da kjerkoli ste, dejansko lahko pridete v kontakt z njo. To je Sandra Oman. Sicer pa, kot smo rekli, vabljeni na tale vikend za mamice z malčki, ki se bo torej zgodil na morju, tako da bomo še ujeli nekaj negativnih ionov in Montessori program bo torej skozi celoten vikend, narejen je pa res za mamice in za malčke, tako da se zelo veselim. Povejte naprej.